Skratka, ja, zdaj sem malo postavil tale neko kaj predavanje ali debato ali mogoče tudi kakšen konfliktno debatiranje, upam, na temo v bistvu organiziranja versus oziroma proti zagovorništvu. Zakaj? Zato, v bistvu jaz sem bil na začetku na sindikatih od 2007 do 2015 in to je bil svet organiziranja, kako sem ga jaz videl, ker jaz nisem delal na terenu, jaz sem delal v centrali na Dalmatinovi 4. Zanimivo, da sem še vedno tam, ampak bom povedal, kaj mislim s tem. V bistvu sem delal predvsem, kar se tiče sistemske zakonodaje. Ogromno krat nisem sploh imel stika z delavstvom, ampak s papirji. In je veliko bilo tematike o tem, zakaj sindikati nimajo dosti članstva. Med 2010 in 2012, 3 leta se je pisala strategija o članjevanju. Pol seveda ugotoviš, da v trenutku, ko začneš pisati strategijo o članjevanju, je to v bistvu največji dokaz, da imaš težave s tem, kako sploh svojo osnovno dejavnost realizirati. Ker če pišeš strategijo 3 leta, vmes izgubiš marsikakšnega člana. Ta strategija se ne samo, da se ni realizirala, se tudi ni napisala, pač važen je bil proces, da se nekaj dela. Ampak to je bilo to 2015, je bil ta del mojega, kako bi rekel, profesionalnega življenja, ki se dotika predvsem tega organiziranja, ampak z vidika, top-down vidika. Ne samo z vidika priprave strategije, pa tega napisanja, kaj se moraš delati. Seveda, tipična mantra, ne samo sindikalna, je treba delati z ljudmi, mislim, to sem se dostikrat naposlušal. Zdaj, kar se tiče pa nadaljevanja zgodbe, je pa bilo tako, da če sem med 2007 pa 2015 delal bolj kot ne s papirji, pa bolj kot ne z ljudmi, ki so bili na funkcijah, torej bolj kot ne, kar se tiče organiziranja, je bilo organizirano delavstvo, torej sindikati versus organizirano delodajalstvo, torej predstavniki delodajalskih organizacij, in cinično rečeno je delovalo organiziranje na takšen način, da smo se dobivali vsak petek na ekonomsko-socialnem svetu in dolgo in široko debatirali o ogromnih velikih družbenih problemih, ki so imeli svoje podstavbe v smislu pravilnikov, zakonov, ampak ja, to so bili petki rezervirani za to, od 9 naprej pa dokler je šlo. Zdaj, to se dotika tega dela organiziranja na nivoju funkcioniranja sindikalnih organizacij. Zdaj, že tako in tako je ironično, da Slovenija, kolikor je majhna, ima 8 sindikalnih central, tako da konkurenca je velika. Prehajanje članstva pasivnega, aktivnega, bolj kot nepasivnega, je zelo veliko, predvsem na začetku 90-ih je tako bilo. Potem se nekaj stvar konsolidirala, ampak jaz mislim, da je v tem trenutku zadeva taka, da je, bom po pravilu povedal, z vidika sindikalnega organiziranja zadeva precej v inerciji, niti ni kakršnegakoli preboja v smislu organiziranja niti na papirju, bolj kot ne je zadeva v krču, bolj kot ne je zadeva taka, da se najverjetneje pač vrhovi sindikalnih central, vsaj pač v tem realnem sektorju, tuhtajo kaj kako naprej, ker se menjavajo generacije sindikalnih terencev, s tem, da hočem povedati, ko povem menjavajo, da izginjajo, torej v bistvu obnove generacij praktično ni, ker tiste prejšnje generacije so še nekaj bile navezane na določeno geografijo, neko lokalno geografijo, lokalno tovarno, lokalno okolje in so zrastle s tovarno in so v tej tovarni tudi v bistvu poleg podjetja tudi sindikat zrastel s temi osebami in so bile nekako lojalne in vezane tudi na sindikat, tudi v smislu pač sindikalnih central in so skupaj z njimi rasle. Zdaj te lojalnosti, te vezanosti zaradi vseh teh zadev, ki so že zgodovinsko gledano zadnjih 10, 15, 20, 30 let, ko je dosti tovarn propadlo, torej teh stičnih točk ni več in nažalost se je to zgodilo, da teh prehoda generacij znotraj delavskih organizacij praktično skoraj da ni več. Seveda so izjeme, to hvala Bogu, da so, ampak v povprečju mislim, da so tukaj hude težave pri prenosu generacij, torej če ni prenosa generacij fizičnega, tudi ne moremo govoriti o prenosu znanja, kar je zelo žalostno, ker v začetku 90-ih sindikalizem v smislu tega, na kakšen način se boriti in organizirati, je bil precej bolj drugačen, kakor je danes, to verjamem, zaradi tega, ker ni bilo samo kako bi rekel, socialnih omrežij in networkinga preko tega, pač tega takrat ni bilo, takrat si pač mogel fizično organizirati ljudi in ni bilo nobenih debat o tem, kako drugače narediti, ni bilo izgovorov. Skratka, če naredimo fast forward, 2015, ko sem šel ven iz sindikatov, nisem zamenjal naslova, sem šel na Dalmatinovi 4,
Ampak je bila zadeva precej drugačna, ker mi smo potem šli v eno majhno društvo, ki se je imenovalo Svetovalnica za migrante. Pustimo zdaj pač te tehnikalije, ampak zadeva se je radikalno obrnila, vsaj z mojega vidika, ker jaz sem bil prej, kot sem rekel, bolj kot ne, neko blebetalo sindikalno, ki je moralo vedeti veliko vsem, pa nič o konkretni zadevi, ker zato so bili strokovnjaki, pogajalci, pravniki. Ampak pa se pa zadeva na glavo obrnila, ker mi smo potem v tem malem društvu se osredotočili direktno na posameznika, na njegove težave. Torej, prek noči, ampak iz decembra 2015 na januar 2016 je v bistvu tudi naš način dela, oziroma dela tisti, ki smo tam bili, se popolnoma obrnil, ker tisto, kar je prej bilo v smislu organiziranega funkcioniranja in čakanja na neke sistemske spremembe, je še vedno ostalo v sindikalnih sferah, medtem ko pa to direktno delo je pa bilo tisto zagovorništvo, v katerem pač sem rekel versus. In to definitivno pač ni bilo nobenega pardona, to si se mogel priučiti. Jaz sem imel izkušnjo že prej, iz parih let predtem, ko smo imeli projekt na to temo informiranja migrantov, tako da se je že takrat oblikovala majhna ekipa znotraj Zveze svobodnih sindikatov. Tako da v nekem prehodnem obdobju, 2013 pa 2016, se je videl nek clash med tem informiranjem oziroma med sindikalnim organiziranjem na eni strani in informiranjem in zagovorništvom na drugi strani. Zdaj, spet, to je v bistvu zadeva, ki jo že nalašč provociram na eni in na drugi strani. Ne bi smelo biti v idealnem svetu, ampak v realnem svetu se kaj zgodilo, da praktično smo ves čas mogli dopovedovati, ta mala ekipa znotraj sindikatov, da je to ogromen tudi potencial organiziranja, to, kar mi delamo, glede delavcev in delavk migrantov, ampak na koncu je prevagala pač finančna konsolidacija in struktura, kar se tiče financiranja. Tudi na sezadnje v debatah je bilo, pa se to so večinoma migranti, ki so v tranzitu in ne bodo tukaj ostali, zakaj bi se pol z njimi pol tukaj pač vsebinsko obadali. Tako da praktično je cost benefit prevladal, takrat v koncu 2015 na nivoju sindikatov in projekt, kakor projekt, je potem na koncu končal kot projekt, ne kot nekaj, kar je bila investicija, če tako rečem, tudi projektno. In je to se zaključilo, mi smo imeli svoje izkušnje iz direktnega zagovorništva v tem času, ko smo se jih pridobivali v okviru tega projekta in pa se pa prešaltala zgodba, ko smo pa praktično sami mogli sestaviti zgodbo glede tega, kako nadaljevati zgodbo zagovorništva. Torej, prej smo bili v okviru neke strukture, smo mogli poročati, smo imeli neko še vedno fizično strukturo na razpolago, to pomeni računalnike, printerje, strežnik, imel si nekaj, kar je bilo za neko funkcionalno, sindikalno delo skoraj samoumevno. No, pol 2016 tega ni bilo nič. Torej, mi smo začeli v bistvu z skoraj prazno pisarno, v kateri je bil en star 70 let sef, in to je bilo to. Tako da mi smo mogli v bistvu pridobiti osnovno opremo računalniško, da smo sploh lahko se mi igrali oziroma začeli to zgodbo kot zagovorništva. Mi smo to dobili od tega društva, ki popravlja računalnike in smo pač od njih sfehtali par računalnikov, potem smo zalaufali zgodbo glede samega komuniciranja s članstvom oziroma z uporabniki preko računalnika z zastojn programčki, ker nismo imeli denarja, da si kupimo neke office, pa da gremo na neke strežnike, pa tam plačujemo. Skratka, na začetku je bila to totalno zastojna zgodba, tudi z našega vidika. Torej, od januarja naprej smo bili v bistvu praktično vsi, ki smo zalaufali to zgodbo, prostovoljci. Tako da jaz sem imel to po narekovaje srečo, da sem še imel nekaj prihrankov iz sindikalnih časov, tako da v bistvu sem potem te prihranke nekako kural, dokler je šlo. Ostali sodelavci na začetku isto so pač vnesli svoje izkušnje in finance v začetno zgodbo. Njim se to prej pokurilo, meseca maja 2016, in takrat smo se pač mogli odločiti, kaj zdaj narediti, ali bomo mi polprofesionalni aktivisti, ki se bomo zaganjali v sistemske zgodbe preko direktnega zagovorništva, ali bomo pač res zalaufali zgodbo kot profesionalna organizacija, kar tudi smo na koncu hoteli, ker smo se organizirali na način, da smo registrirali društvo. Ne? In maja 2016 smo mi v bistvu res našega prvega zaposlili. To je bilo pač, kako bi rekel, z vidika cost benefita oziroma finančnega tvegana poteza, ampak z našega vidika nujna. Zaradi tega, ker preprosto tudi kakšen pa signal daješ nazven, da na volonterski način v bistvu
sebe izkoriščaš in greš v minus in preprosto ubijaš samega sebe na kratek, srednji, dolgi rok brez financ, na drugi strani ti pa pride en delavec, ko reče, da mu delavec ni splačeval denarja oziroma plače. Tako da mi smo tudi mogli potegniti črto in takrat se je začelo v bistvu tudi, kako rekel, ta profesionalna faza zagovorništva. Kar ne pomeni, da mi do maja meseca nismo delali nič, obratno, že meseca marca 2016 smo imeli prvo večjo zgodbo, bolgarski delavci v Starem trgu priložil, bilo jih je okoli 200 komadov, ki preprosto so bili navajeni, da delajo po 300 ur, dobili so 1200 evrov, bili so zelo veseli, da to dobijo, ampak če to sešteješ, ni jih neka plača, še posebej pač pri tem številu ur. Takrat je že pokazalo, da v bistvu je tukaj zelo veliko področje neke čistine med klasičnim sindikalnim organiziranjem pa med v bistvu na eni strani in potrebami teh delavcev, ki prihajajo iz držav, recimo, kjer ne samo da je jezik drugačen, ampak iz okolij, kjer je povezava med delavci in delodajalci drugačna. Včasih je bila recimo tovarna eno okolje, v katerem se je jasno videla struktura, recimo tudi tamega neke ne samo logistike, ukazovanja, ampak pač fizični delavec, kontrolor, izmenovodja, delovodja in naprej pač do vrtnih struktur, pa onih pisarn, ko so kadrovske službe, ko se veste, oni tam gor v pisarnah, ko nič ne delajo, pa nič ne vejo, ko mi delamo. To je bilo v bistvu neka postavljena struktura. No zdaj, ko smo mi to začeli gledati, ko se je v bistvu začelo dogajati ta zgodba okoli izkoriščanja teh delavcev, se je videlo, da so v bistvu ti delavci prihajali preko posrednikov, ki so hkrati ti posredniki postajali v bistvu aktivne udeležence teh tovarnah. Torej ni bilo več v bistvu te tovarne sploh kot delodajalec, ampak je bila ta tovarna kot samo neka lokacija, v katerem je nek posrednik izkoriščal neke delavce. In ta šef tovarne je vprav si roke in rekel, gledajte, to se z njimi pogovorite, mi imamo sem tudi najeto delovno silo in tu imamo eno agencijo, s katero se pogovarjamo in v bistvu oni nam izdajo račun. Tako da že tukaj se je vrino eno mestni člen, vidno, nevidno, če tako rečemo, s katerim smo se morali mi v bistvu težko, da smo sploh dobili komunikacijo s to osebo. No, ampak seveda, druga faza je bila pa ta direktni pogovor z delavci. Zdaj, mi smo nekako z bolgarskimi delavci se lahko pogovarjali zaradi bližine jezika, ampak ironija je ta, da je bilo lažje se z njimi pogovarjati v srbsko-bosanskem jeziku, koliko jim povedati, da obstaja nekaj, kar je delovna zakonodaja, pa 40 ur na teden dela. Veliko lažje je bilo. Zaradi tega, ker oni so v bistvu rekli, mi smo tukaj prišli delati. To pomeni, da mi nismo prišli tukaj po 4 uri narediti, po narekovaji, in mi itak nimamo kaj tukaj delati, to je zdaj nek stari trg priložil, en kafič in to je to, pa cerkev, konec tukaj delamo po 4 uri. Mi delamo. In mi smo imeli hude kleše, kako jim direktno povedati, da, gledajte, a ni boljš, da vi med sabo se organizirate in da zahtevate višjo plačilo za tiste ure, ki so normalne. Ne pa, da v bistvu več delate za nižjo plačilo. Poleg tega, to so fanti, ki so bili res za svojih starost 35 let, 40 let totalno zgonjeni in že to, v bistvu, ko smo jih mi vprašali, kaj bo od tebe, na sezanje malo čustveno izseljevanje, pa sploh ni, kaj bo od tebe imela družina, mislim, ko boš ti 45, pa ko boš v bistvu brez nekega staža normalnega in boš prišel domov in boš invalid, v bistvu jim postaviš nek kontekst, ki ga prej niso imeli. Zakaj ga niso imeli? Ker so bili navajeni komunicirati s tem posrednikom. Posrednik jim ne bo razlagal o kontekstu. Posrednik jim razlagal o svojem kontekstu in to je pač, tukaj imaš ure, 12 ur, krat 30 ti lahko delaš, jaz sem tisti, ki ti lahko zagotovi, če imaš denarja, jaz sem tisti, ki je the good guy. In to oni so verjeli. Oni so verjeli v posrednika, da je on the good guy, ker jim zagotovi tukaj dela. Da se lahko tukaj izkorišča, da lahko tukaj delajo, da lahko tukaj dobijo. Ker pač dobijo 3-krat več kot Bolgari, ampak delajo pa tudi 2-krat več. In stvar je v tem, da to je bila težka muka, da smo jim potem v bistvu mi v neposredni komunikaciji to zagotovili, oziroma da zagotovili, prepričali, da pač lahko delajo, ne samo lahko, da pač tukaj po zakonodaji delodajalec mora to zagotoviti, da delajo po 40 ur na teden. In je bilo zanimivo, da v bistvu ti fantje so rabili teden, 2, 3, da so se med sabo začeli pogovarjati. Torej, kako nazaj ti te delavce neposredno informiraš, pa hkrati organiziraš, če smo pa na začetku bili 3.
Torej, ni fizično mogoče. Torej, moraš nek v bistvu podaljšek imeti glede tega. Takrat smo imeli, hvala Bogu, komunikacijo z sindikalistom na terenu, ki je v bistvu delal v tej firmi in tudi on jih je v bistvu dostikrat informiral. Tako da moraš imeti neko, ko bi rekel, komunikacijo tudi z posamezniki, tudi sindikalisti, če je le možno, v bistvu, da so nek podaljšek komuniciranja, če ni že tega na terenu. Tako da to, ko jaz govorim, organiziranje versus zagovorništvo, to ni zdaj popolnoma izključujoče, ki mi dostikrat tudi sindikati sodelujemo. Ampak je seveda vprašanje, kako nas pol dojemajo. Včasih je bilo tako, da, oziroma na začetku so nas ful dojemali kot konkurencov, čeprav mi smo pa rekli, pa čakajte malo, sej, mi smo bili na sindikatih, mi smo v bistvu nastali na sindikatih kot to društvo v svojem delu in ste sami rekli, da v bistvu tega področja ne boste pokrivali, smo pa mi konkurenca, ker ti ljudje prihajajo k nam, če pa jih niste hoteli imeti. In tukaj v bistvu potem se videlo s časoma, glih ta, ko bi rekel, malo schizofrena situacija, ampak hočem povedati to, da pri tem terenskem delu z bolgarskimi delavci se je ravno to videlo. Njih je 300, mi smo 3. Komunikacija mora biti pa redna, da jih lahko ti nekako uvedeš v svet delovne zakonodaje. In tukaj je bilo dostikrat potem komunikacija preko telefona, ogromnokrat preko telefona, to pač je dejstvo. In fast forward, recimo zdajšnja situacija, če je bilo 2016 ta komunikacija intenzivna z bolgarskimi delavci, pa njihovimi notranjimi predstavniki, ki so se jih izbrali, to pomeni, da so se imeli določene ljudi, ki so se izpostavili malo bolj, je dan danes recimo taka zgodba z indijskimi delavci, z filipinskimi delavci in delavkami, pakistanskimi, afganistanskimi, skratka, je izjemno intenzivna komunikacija, če hočeš delati neposredno preko telefona. Ker ne moreš poloviti te delavce v delovnem okolju na način, da bi lahko jih efektivno v bistvu organiziral, tako rekel. Zaradi tega, ker v bistvu, če so 2016 ti bolgarski delavci bili od 6 do 6 ali od 6 do 7, torej ne od 6 do 7 zjutraj, ampak od 6 do 7 zvečer na delovnem mestu, imamo zdaj poleg njih indijske delavce, ki delajo pač od 6 do 6, od 5 do 5, od 5 do 7 in kako za vraga v bistvu boš ti lahko polovil te delavce razen na način, da si z njimi v kontaktu, zdaj pa rekel pač malo mazohistično, takrat, ko imajo na čas. Torej, oni ne bojo šli na inšpekcije za delo med 9. pa 12. ponedeljek pa sredo, ko imajo urad inšpektorat za delo 4 ure na teden, ne bojo takrat šli tja, ker nima časa. Oni bodo te pisali zvečer, hello sir, I have a problem, in ti bojo poslali to na WhatsApp. Mislim, jaz se vedno zabavam, ne vem zakaj, ampak tukaj že na način, kdo ti od kje pošilja, vidiš v bistvu, kje so skupine. Indijski delavci pa filipinske delavke, oni imajo WhatsApp, nikoli ne pošilja prek Viberja, bosanski, srpski, Balkan pa pošilja prek Viberja. In to je komunikacija, ki je izjemno intenzivna, ves čas. In zdaj vprašanje, če se vrnemo, zdaj malo skačem na 2016, koliko si ti pripravljen vložiti v to? Spet provokacija. Zdaj jaz govorim o bolgarskih delavcih, ki delajo po 12 ur, pa se izkoriščajo. Mislite, da smo mi delali po 8 ur takrat, ko smo začeli delati? V bistvu ne, nismo delali po 8 ur. Mi smo mogli postaviti vso to mini strukturo, ne samo računalnike, pa ne samo printerje, pa ne samo mize, pa ne samo domovanje, pa strežnike, pa administracijo, pa statutarne zadeve. Ob tem seveda pač začnejo prihajati delavci. In ti delavci so že takrat delali pač te svoje delavnike in seveda zdaj vprašanje, če imaš ti v ekipi 3 ljudi, pa da imaš ti vse več v bistvu komunikacije z delavci. In ta komunikacija je vse bolj intenzivna preko telefona, kar pomeni, da te telefonske številke tvoje vse bolj krožijo. In kar pomeni, da v bistvu vse več ljudi ima dostop do tvoje telefonske in slišijo, kaj delaš, kaj boš naredil, če boš vse več kontaktov dobival, ki ti isto vprašanje postavljajo, a mi lahko pomagate. Vi ste pa 3 ali pa 4, torej max. In tukaj je potem vprašanje tvojih v bistvu ne samo izkušenj, ampak ko bi rekel, nekega resursa za naprej. Mi smo se na težek način, povedal iskreno, naučili tudi postavljati nam meje. Ne moreš se jih rešiti. Ne gre. Torej, če imaš ti, mi imamo poprečju recimo, ne vem, na dan klicev po smislu Vibera, Messengerjev, pa vseh ostalih socialnih medijev, mislim, da okoli 100 komadov tam nekje. Preprosto ne moreš poloviti vsega. In
največja težava, v bistvu, kolikor vidim za nazaj, je, da hkrati, ko postavljaš strukturo, ki bo efektivna za tvoje dnevno delo, pa hkrati, ko prihaja vse več delavcev in delak do tebe, da ne zgoriš. Ker tukaj je definitivno težava v tem, ker lahko se to zelo, zelo hitro zgodi pri delu, ki ga v bistvu imaš kot zagovornik, ker v bistvu ti sprejemaš človeka, ne sam njegovega dosjeja, pa papirja, pa tukaj imaš, ti sprejemaš v bistvu njegovo čustveno reakcijo na krivice, ki se mu dogajajo. In najhujše, kar lahko človek sliši, kar noče slišati, je, da je žrtev, ali pa da je kaj zajebo. In mi pač to njim rečemo. Ja, tudi to ne moramo reči, da je zajebo. Ne? To pa je tisti diagli part. Ne? Ko pač pride delavec in reče, jo, gledaj, delodajalec mi ne plačuje. Ok, zdaj pa povej, kakšna je situacija. Ja, mi smo se dogovorila. Kaj si se dogovorila? Ja, 9 evrov na uro. Koliko ste se dogovorila? Ja, pač prišel sem do njega tam na firmo, pa smo si dali roke. Ok, a si ti podpisal pogodbo? Sem. A veš, kaj je pogodbi? Ne vem, se ne rabim. Ok, kje si delal v Nemčiji? Kje pa? Ne vem, pač tam me je poslal. Skratka, ogromnokrat v tem neposrednem zagovorništvu ti tako da čebulo lupiš, no, skoraj da se vse bolj jočeš, ko vidiš, kakšna je situacija. Ampak so to breme, pol v bistvu te odgovornosti za to, da ti rešuješ težavo, ki se je nalagala leta in leta, tudi leta in leta, oziroma, rekel, bolj popričal mesece in mesece, tudi ne bom rekel, da celovati, ampak tudi na tebe pade. Zato kot delavci, ki pridejo do nas, je tako, da ponovadi trpijo mesece in mesece, hočejo pa rešiti težavo v dnevih. In potem začnejo klicariti, kdaj bo, kdaj bo, kdaj bo. In trpežnost njihova je včasih nenormalna, no res, to zdržijo po, ne vem, 4-5 mesecev zdržijo brez plačila, z nižjimi plačili, da delajo kot norci za v bistvu neko obljubo in vmes dobijo žepnino po 250-300 evrov, potem pa rečemo, mislim, koliko si preživel, skobignejo z rameni, bože, ne vem, ampak po drugi strani pa potem intenzivno začnejo klicati, kdaj bo rešena zadeva, kdaj bo rešena zadeva. In tudi tukaj v bistvu smo se mogli tudi na težji način zelo jasno postaviti meje. Ampak, evo, spet je tista zadeva, ko sem prej rekel, da moraš paziti kot nekdo, ki dela v neposrednem zagovorništvu, da se postavi struktura, na podlagi katere ne zgoriš. Torej, če ti delaš zagovorništvo delavskih pravic, potem v bistvu jaz kot zagovornik recimo do določene mere lahko pomagam, ki nisem pravnik. Če hoče zadeva se realizirati v bistvu na sodišču, moraš imeti resurs, ki se imenuje odvetnik s pravosodnim izpitom. To pa stane, ne? To pomeni, da moraš imeti nekoga, ki v bistvu za katerega lahko ti zagotoviš sredstva na mesečni ravni, recimo, ne vem, najmanj 2000 evrov. Če imaš ti recimo, ne vem, financiranje preko članstva, kako imamo mi, pomeni to, da moraš imeti stalen dotok, recimo, par 100 članov. In potem je spet haklica, ne? Če imaš ti recimo, ne vem, ob 3 zaposlenih, kar nekrat 600 članov, koliko boš ti 600 ljudi poservisiral? Seveda ne bo prišlo vseh 600 naenkrat do tebe, ne? Ampak tukaj je spet haklic, do kjer mere lahko ti efektivno zagovarjaš članstvo uporabnike, s katerim si se ti v bistvu nekako identificiral, da boš pomagal. Mi imamo zdaj recimo članstvo 1800 članov in mi smo zdaj šli pogovarjali, da ob obstoječi ekipi, ki imamo, torej mi smo zdaj v bistvu nas je 5 zaposlenih pa 1 študentka, preprosto ne bi sfolgali več članstva, kar je ironično. Ne? Torej, če bi mi zdaj rekli, ok, pridite še, bi lahko šli na največ še kakih 200-300 in bi potegnili črto, ker v bistvu bi nam še pa začelo delo. Torej, mi bi lahko rekli v smislu članite se, pa organizirite se, ampak kaj bi to pomenilo za dnevno delo? To pomeni, da bi lahko rekel, jaz člano, da počaki, da še malo počaki, bi pozabil na njega in bi se ljudje začeli članjevati. Torej, moraš vedeti v bistvu, kje so tvoje meje pri zagovorništvu. In spet pridemo torej v tak rok, da postavljaš od 2016 naprej neko strukturo. Mi smo rabili za to, da smo do te točke prišli danes, da imamo koliko tukaj, mislim, nekoliko tudi, imamo neko profesionalno strukturo, res 10 let v bistvu. Pa to ni neka strašljivka praktično, ampak res, da smo čez vse te faze šli, da smo zdaj v bistvu res postavili neko funkcionalno strukturo dela, smo rabili od 2016 naprej. Pa smo se lahko zaganjali v 2016, pa smo se 2017 zaganjali Luko Koper, pa 2018 Luko Koper, ob tem smo imeli redno delo še zagovorništva, pa 2018 outsourcing, insourcing, 2019 outsourcing, insourcing, velike zgodbe, ko ti poberijo veliko živcev, pa ni članstva, to je še ena zadeva.
Sistemska družba ne pomeni avtomatsko več članstva, pomeni večji outreach v smislu medijske prezentnosti, pomeni večjo javno podporo, ne pomeni pa avtomatsko večjega članstva. Ker recimo ljudje nas podpirajo, ampak ne pridejo do nas, da se članijo. Mi smo enkrat imeli eno akcijo 2016, ko smo dali ven poziv za to, da se ljudje postanejo tudi podporniki v smislu financiranja, pa smo to tudi dali, se spomnim, na različne profesorje, akademike, dobili smo v bistvu od 2 odziv. Tam nekje. Tako da ni to avtomatizma, ni medijski outreach avtomatsko prevod v to, da se ti izboljšajo finančni resursi. In tukaj v bistvu je tisto, kar nam zagotavlja efektivno delo, je kakovost našega dela. Torej, to nam rekel, da ne pomeni to, da pač ne moramo zdaj biti vidni. To definitivno nam pomaga, ker ob vsaki tematiki, ki jo izpostavimo navzven, vidimo, da nas ljudje začnejo klicariti. Ampak to ne pomeni takoj avtomatsko, koliko je neko članstvo. In v smislu zagovorništva je pa stvar v tem, da tukaj absolutno ni bližnjic. Če si v fazi, ko sem bil na sindikatih, lahko nekako pridobival informacije iz nekih javnih virov, pa statističnih podatkovnih baz in tako naprej, bla, bla, ti v bistvu, ko prešaltaš direktno na zagovornika, tukaj ne sme biti bližnjic. Tukaj ne sme biti nobene ChatGPT-ja, pa AI-ja, pa ne vem kaj, ki svetuje in danes. Tukaj moraš ti iti čez vse te izkušnje sam, da lahko v bistvu nekako suvereno nastopiš, ko pride do tebe nekdo, ki pričakuje, da bo naš rešitev. In to je tisto, kar v bistvu je tudi nas v 10 letih izoblikovalo. Da smo lahko v bistvu rekli, ok, za ta problem je takšna rešitev, za ta problem je takšen način. In to so te v bistvu šeme in scheme, ko smo se jih mogli mi naučiti. Tega ni nikjer. In to se moraš naučiti od direktne zagovorništva. Tukaj pač preprosto ni popuščanja, ni debate. Na področju delavskih pravic recimo imamo kar nekaj področji znotraj tega, ko res moraš biti izjemno natančen. Kaj šele pri tujih delavcih, ko se vežejo njihove statutarne pravice kot tujci za postopke pridobivanja dovoljenja za prebivanje z njihovimi delavskimi pravicami, pa se to še veže pol še naprej na njihovo socialno zavarovanje, pa se veže naprej na njihove pravice za pokojninsko zavarovanje. In vse to v bistvu, ta konglomerat, moraš vedeti. Jaz ne pravim, da zdaj moraš kar naenkrat vse vedeti, definitivno ne, ker tudi mi smo se sproti učili. In mi smo tudi povedali vsem tem našim uporabnikom na začetku, če kaj ne vemo, bomo pač ti povedali, kje je konkretno, kam naj se obrneš, ti bomo mi to zvedeli. In v teh 10 letih definitivno pač smo se lahko marsikaj priučili in je me to tudi efektivno v bistvu povečalo učinkovitost dela. Včasih recimo, ne vem, se pa za kako zadevo dlje, zdaj sam pogledaš, to je recimo izredna odpoved, pogledaš v bistvu, kaj je in že naprej veš, kaj se bo zgodilo. Tako da dobiš izkušnje že nekako, ne vem, intuitivno, kot je že malo arogantno, ampak ker vsak primer je drugačen, ne, ampak ugotoviš neke zakonitosti znotraj izkoriščanj, kaj bo delodajalec naredil. Točno ugotoviš. In tudi vidiš to recimo, ne vem, danes smo bila recimo na enem zagovoru, pri enem delodajalcu za sodelavko in vidiš njihove reakcije. Poskušaš prečitati njihove reakcije in v bistvu vidiš, da ni nič specifičnega pri delodajalcih. So ljudje, ki imajo svoje interese in potem v bistvu vidiš, kakšne so njihove reakcije. In vse to, kaj zdaj govorim, je del te strukture, tega direktnega zagovorništva. Torej, moraš imeti vse to. Moraš imeti fizično strukturo, lokacijo, znanje, izkušnje, zato da v bistvu se nekako prebiješ, to definitivno ne, ampak da nadaljuješ na takšen način, da ljudje zaupajo. V smislu organiziranja je pa potem mi vedno znova razlagamo, kaj se tega tiče, da naš primarni namen ni organiziranje. In to tisto spet versus, ne. Naš primarni namen je to, da ljudi informiramo, da ljudje, v bistvu, ko pridejo k nam, poberemo informacije v največji možni meri in usmerimo v bistvu reševanje težav na najbolj učinkovit način. Če je to v bistvu večja skupina ljudi, ki ima isto težavo, ali pa večja skupina ljudi, ki ima različne težave v istem podjetju, v istem okolju, je seveda pač lažje to reševati v smislu tega, da je isti problem. Seveda pač na nek način teže, ker je takšna količina in tukaj, da si pomagamo za komunikacijo s sindikati, če je tam sindikalna pač enota v teh firmah. Če pa ni, je pa zelo intenzivna komunikacija prek telefonov in
tudi na drugi strani so osebe, ki so potem nekakve vrste komunikatorje znotraj teh ekip ljudi, ekip delavcev. Recimo, ne vem, jaz smo skupina pakistanskih delavcev, med katerimi se je en izpostavil in prek njega komuniciramo. Skupina filipinskih delavcev, kjer se dve osebe izpostavljajo, prek njih komuniciramo. Tako da vedno se spostavi neka hierarhija, to ne, ampak v bistvu neka umestna točka, kjer je lažje komunicirati. In tukaj v bistvu, kaj pomeni za to, za nadaljevanje našega dela, še vedno bom rekel isto, mi ne bomo šli v neko kolektivno zagovorništvo / nadaljevanja zgodbe organiziranje, ker to ni zadeva, ki se dotika našega dnevnega dela. Zakaj? Ker praktično, če bi hoteli to še dodatno delati, bi mi preprosto, že zdavnaj zgoreli. Čisto povem po pravici. Da hkrati v bistvu mi vse te delavce informiramo, poberemo informacije, rešujemo težave, kombiniramo te v bistvu probleme oziroma njihove težave na najbolj učinkovit način, da rešimo, ker govorimo o tujcih, kot sem rekel, veliko področji se to skupaj skombinira, pa da hkrati organiziramo, to bi videl tega junaka, po pravici povedano. To pa potem pride spet drug resurs, bi si želel resno, na drugi strani bi bil tukaj sindikati dosti učinkoviti, pa nažalost, rekel zelo iskreno, niso, iz takšnih in drugačnih razlogov, lahko so tudi interesni, ampak tukaj zelo pogrešam ta del, ki se dotika pač tega dela organiziranja, zaradi tega, ker je potem tudi veliko lažje reševati težave znotraj firme, večje, manjše, če se delodajalec zave, da iz večjih koncev lahko pride udarec. Torej ne samo z naše strani svetovalnice kot zagovornika, ampak tudi sindikalne strani kolektivne organizacije, ki lahko udari tudi na nivoju pač malce bolj množičnega odziva. In tukaj manjka to. In v zadnjih letih, kakor opažam, na žalost, v bistvu ta, bi rekel, nek latenten strah pred odzivom strani sindikatov, torej nek latenten strah delodajalcev pred sindikati, pred njihovim, kot rekel, množičnostjo, pred njihovim odzivom, ga ni več. Ker včasih, mogoče sem malo, ko bi rekel, tukaj nostalgičen, ampak je bilo malček tega, da še vedno, če si malo zarobanto ali pa v bistvu zagrozil za sindikatom, je bila reakcija preventivna od delodajalca, ali ker se mu ni dalo badati za sindikatom, ker nima časa kao, ali pa preprosto ni hotel imeti konfliktov. Danes tega latentnega strahu na takšen način ni več. In zdaj, če to kombiniraš s tem, da tudi ni strahu pred inšpekcijo, ker preprosto vidijo, kakšen je učinek, torej v bistvu in nisi presenečen, da potem v bistvu tudi nam prihaja vse več delavcev, ki preprosto imajo iste težave, ampak na intenzivnem nivoju izkoriščanja. Ker če je bilo 10 let nazaj urnik 12 ur, pa cenik, kar se tiče dovoljen za prebivanje, po 500-600 evrov, in danes urnik 12 plus ur, pa cenik za pridobivanje dovoljenja oziroma cenik za pridobivanje ustreznih dokumentov za Slovenijo par tisoč evrov. Tako da biznis glede tega se je zelo povečal, izjemno se je povečala hitrost fluktuacije kadra, to pomeni, da v bistvu vse te delavce se zelo hitro prestavlja iz ene firme v drugo in izjemno se je razpršilo to področje samih delodajalcev. Ni več, za neko provokativno, ni več, ker ta so še, ampak je veliko manj tega neke kolektivne enote, kjer je več delavcev, ampak je ogromno manjših delodajalcev, posrednikov. In to je tisto, kar sem rekel na začetku. Tako da, mogoče za uvodnik, kar se tiče tistega, kar hočem jaz povedati, če se kdo hoče iti za govorništvo, ne bom rekel, da mora imeti na začetku investicijo 100 jurjev, pa potem pač imeti neke super truper računalnike, pa printerje, pa strežnike, pa čakati na novega člana, da pride, ampak se mora zavedati, da v bistvu je to zelo intenziven, sploh ne bom rekel tek na dolge proge, ampak tek, ker tukaj ni končnega cilja. To je vsakodnevno izobraževanje. Jaz tudi danes po 10 letih v bistvu moram pač vse imeti v glavi, da absolutno ne vem vsega. Tako da najhujši sovražnik zagovorništva seveda aroganca, da pač se počutiš močnega. Ne smeš se. Ti si tam zato, da v bistvu si oseba, ki daje prave informacije, za to, da dobi v bistvu oseba na prav način možnost reševanja svojega problema. In to je to.
nič poveličevanja svojega dela. To definitivno ne. In to je tisto, kar v bistvu je potrebno za to, da če hočeš delati na način nekega efektivnega zagovorništva. Kar se tiče pa organiziranja, je pa to tista, faza 2, lahko je vzporedna faza, lahko je zaporedna faza, ampak moraš se res na začetku vprašati, kje so tvoji resursi. Definitivno. Ker mislim, jaz sem recimo 2016 začel delati na svetovalnici, predtem 2005 in evo od 2007. Od 2007 naprej ogromno se je aktivistov, zagovornikov, sindikalistov zamenjalo. Kar nekih je šlo ven. Kar nekih je šlo ven totalno iz sindikalnih vod, aktivističnih vod iz takšnih drugačnih razlogov. In po drugi strani pa tisto, kar v bistvu je res zelo pomembno pri temu samemu zagovorništvu, ta odgovornost. Ker če zajebeš, ni povratka. Ker ta informacija je zelo hitro okoli. Ker komunikacija preko telefona je dana zelo hitra. Ne? In to pravim zaradi tega, da moraš se zavedati te odgovornosti vsakodnevnega dela. In recimo, ne vem, to torbo, ko imam s sabo, to vse so v bistvu zadeve, ki v bistvu moraš vedeti v glavi, vse te roke. Ja, to je pač delo, ko ti ne pusti mira. Preprosto ne. Ker moraš vedeti za vsak primer, kdaj ima rok za pritožbo, kdaj ima rok za tožbo, kje dokumente rabiš, kam moraš iti. In v bistvu vse to je del te strukture. Jaz se malo zabavam, recimo v zadnjem času, kaj poleg tega direktnega zagovorništva moraš še delati, da vzpostavim sistem delovodnika. Pa bodo rekel, kaj je to aktivizem? Ja. Pa zaradi tega, ker če ne postaviš sistem arhiviranja dokumentov, če tako rekel čisto plastično, pa evidentiranja dokumentov, se lahko zgodi, da zamudiš rok. Za kakšno pritožbo, ne? Ker nisi si označil, ker ni nobenega opomnika, ker pozabiš v količini dela. Lahko si težek aktivist, ampak ko pač zamudiš rok. In to se bo nekdo zelo zapomnil. In oseba, ki recimo, ne vem, pride do tebe, da se pritožiš zaradi odločbe od invalidske komisije, zaradi penzije, pa ti zamudiš rok, ni več poti nazaj. Je konc. In tukaj zaradi tega pravim, da pač tudi ti dnevni mini resursi, ki so izjemno pomembni, da lahko potem ti efektivno delaš. Jaz sem zdaj mogoče za začetek vas bombardiral z vsemi temi zadevami, tudi administrativnimi, kaj se tiče našega dela, tako da če kdo hoče kaj komentirati, vprašati, me lahko takoj pač, ne vem, prekine, pove, komentira, da zdaj tukaj sem jaz govorim, pa me to bavo okoli tega, kdo je zagovornik, pa kdo ni zagovornik. Tako da komot se lahko takoj pove, popraša. A je zdaj kakšno vprašanje že? Zdaj povej malo več o finančni dokaznosti strukturi. Zdaj glede, si rekel, da ste zrasli na 27 zdaj na 5 ljudi. Ja, v bistvu zrasli. Zrasli smo iz 3 prostovoljcev na 5 zaposlenih. Tako da, ja. Rečeš, da več kot sistema 1800 članov Ne moramo, ne bi pohenila zaradi tega. Veš zakaj? Zaradi tega, ker 1800 članov ne pomeni, da 1800 ljudi prije do nas vsak dan. To pomeni v bistvu, upam, da ne, no. Ampak ti imaš recimo lahko efektivno na eno osebo, ko k nam pride, je v povprečju 3 do 4 probleme. To pomeni, da lahko imaš ti pri eni osebi 4 dosjeje. In ti imaš recimo v povprečju, imamo mi zdaj nekje med 300 in 400 aktivnih primerov. Imamo 5 zaposlenih, to pomeni, da imamo na eno osebo, pa če odštejemo, zdaj vodjo pisarne, 4 svetovalce, to pomeni, da imaš ti 300 ljudi efektivno, če gledaš uporabnikov, ki imajo aktivno odprte dosjeje, 300 deleno za 4, je to 70 ljudi, za katere ti moraš imeti v glavi, kaj se dogaja. Koliko časa v povprečju traja en kes? Traja lahko en dan, če se skregaš z delodajalcem, pa v bistvu on takoj reagira. Traja pa lahko 5 let, če imaš ti pač zadeve, ki se dotikajo bolniških, izrednih odpovedi, pa dolgotrajnih bolniških, pa spizov. Mi imamo primere, ki trajajo pa 4-5 let, pa je takle fajl. Torej imamo primere, ko imaš osebo, imaš delavko našo, delavko uporabnico, ki ima, mislim, da okoli 6 ali 7 aktivnih tožb na Zavodu za zdravstvo, zaradi bolniških aktivnih tožb. To pomeni v bistvu, da ti moraš vsako zadevo potem znova, vsako zadevo dokumentirati, iti do zdravnika, dobiti dokumentacijo, iti z delavko do zdravstvene komisije, dobiti dokumentacijo, arhivirati in naprej, jovo na novo. Tako da včasih je kar malo, ko bi rekel, déjà vu naše delo, a ne že spet.
Tako da efektivno gledano, finančno gledano je pa tako, mislim, kar se tiče organizacije dela, bi rekel, da res je 70-80 primerov aktivnih nasvetovalcev. Jaz mislim, da je to naš limit. Ker tudi na sezadnje sem rekel, komu koristi zgorel svetovalec. Pa tudi na sezadnje, komu koristi svetovalnica, ki proizvaja zgorele svetovalce. Mislim, to je pa res full dober output oziroma nek slogan oziroma nek namen, da proizvaja izgorele aktiviste, če tako rečem. Ne sme biti. Ne sme biti. Mi smo se to na grd način naučili. Mi smo v bistvu, jaz sem rekel zelo iskreno, mi smo na neki točki skoraj razpadli, ker nismo znali handlati naše notranje v bistvu kemije. Zakaj? Zaradi tega, ker je bilo toliko pripada zadev, da mi nismo več sploh se med sabo pogovarjali. Mi smo samo še štancali primere. Zaradi tega, ker je bilo naslednji. In v bistvu v neki točki postaneš čustveno zelo odporen, kar ni dobro, ne? Ampak v bistvu postaneš samo še vstopna postaja za probleme. In potem sem še to, no da štancaš, ker so vsi problemi različni, ampak imaš občutek na koncu dneva, kako zraga sem pa naredil. Ne zaradi tega, ker nisi delal, pa zaradi tega, ker je tu količina dela. In na koncu dneva si včasih res izčrpan, ampak v bistvu ne moreš pa, ni pa ekipe, ki se med sabo sploh več ne pogovarja. In v bistvu ni sploh nekega načina, da se to zventilira. Mi smo po 10 letih si upali priznati, da rabimo supervizijo. Po 10 letih. Ne? Prej smo bili neki egoti, ki vse zdržijo, ne? Ampak moraš priznati svoje omejitve. No? Finančno je pa tako, da mi smo, kot sem rekel na začetku, takrat je bila prostovoljna faza, mi imamo v bistvu finančno zelo takole, da je 85% našega financiranja je članstvo. To pomeni v bistvu, da naše delo se v veliki meri financira iz našega članstva. Kar pomeni, da v bistvu naš mesečni priliv v veliki večini v bistvu od članstva financira naše plače. Seveda ni naš strošek samo naše plače, mi imamo, čisto če bi povedal, čisto plastično, recimo, strošek Telekoma, strošek pošte, pošte. Ti moraš v bistvu oddati, poziv delodajalcu, moraš poslati na pošto, to stane. Mislim, recimo, ena priporočena pošiljka je 5 evrov, če jih pošlješ 50, je 250 evrov. Tako da, potem naprej, vzdrževanje, informatik, vse to, kar je, to stane. Tako da, jaz, ko pogledam finance, recimo, v tem trenutku smo, jaz bom rekel zdaj finančno-računovodsko, likvidni. To pomeni, da naši prihodki pokrijejo naše odhodke tekoče. Mi smo zato v bistvu rabili kar neki, let. Od 2016 do nekako 2018, da smo se lahko to pokrili. Kako? Mesečna članarina, ni letna. Nekih, da bomo čakali na konec leta, da dobimo članarino, vse vmes si moraš plače izplačevati. Jaz vem, recimo, Sindikat Mladi Plus je recimo imel letno članarino, pa smo že takrat, ne vem koliko 10 let nazaj se pogovarjali, pa zakaj nimate mesečne članarine. Tako da imamo mesečne članarino, ki pač nam omogoča praktično naše preživetje. Zdaj imamo en projekt, večji, iz katerega se financira ena zaposlena oseba, ampak to pa tisto, kar mi sami rečemo, nočemo nekako se prevaliti v nek, cinično rečeno, nek klasični NVO, ki pač oddaja finančne poročila in čaka na nov projekt. Tega pa nočemo. Tako da, ker tudi resurs, ki ga imaš, je čas. In v bistvu v tem času tudi moraš kot zagovornik pridobivati konkretne informacije in izkušnje. In ni glih pridobivanje izkušnj, da si maher na področju projektnega dela za našega člana. Pač kaj bo od tega član imel? Razen tega, da jaz lahko živim od projekta. Tako da, če hočeš delati kot zagovornik, potem pač moraš tudi pokazati, da lahko živiš od tega. To je jasno. Finančno v tem trenutku bi rekel, da je na mesečni ravni, bi rekel, koliko je stroškov. Okoli 18 do 20 evrov je stroškov. To pomeni stroški dela za 5 zaposlenih. To pomeni, da recimo stroški, kar se tiče teh fiksnih stroškov, pogodba z pravnico, odvetnico, nepravnico, potem imamo še različne administrativne stroške, od printerjev do najema strežnikov, do pač čist administracije. Tudi supervizija, celo imamo zdaj to. Skratka, to prije med
Ja, mislim, da tam nekje okoli 18-20 tisoč evrov. Tako da to je strošek, ki ga pač moraš pokriti. Ne? In v danem trenutku, ja, smo pač na takšen način likvidni, ampak še vedno v bistvu je potem vprašanje, kaj boš pa naredil s tistimi uporabniki, ki so nekako freerideri, če tako rekel, ki ne plačujejo članarine. In to se spomnim, koliko je bilo to debat na sindikatih, ko so razlagali, ja, pa imamo zdaj hude težave z neplačevanjem članarine, ampak po drugi strani mi pri nas bi rekel, da nočemo biti organizacija, ki takoj v prvem stavku reče, da bomo ti pomagali, če nisi član. Mi jim rečemo, da imaš možnost članitve, ampak ne zapremo jim vrata takoj v sekundi, če niso člani. Torej, pridejo osebe, pokličejo osebe, mi jim razložimo, pa naj dela, kako hoče. Tudi se je člani, ja, se bo pa je člano. Mi doskrat rečemo, gledaj, pač naša članina je 12 evrov na mesec. Če bo šel do odvetnika, pa zahteva odgovor na ta vprašanja, kako si zdaj postavil nam, boš plačal za 100 evrov do 150 evrov za to, kar ti bomo mi zdaj dali za 12 evrov na mesec. Zdaj pa se odloči. Tako da doskrat v bistvu tudi strani uporabnikov, tudi strani članstva, pač se vidi, da bi rekel, da vidijo naše delo in zato ostanejo člani. Tako da to je tisto, kar v bistvu v smislu resursov, finančnih resursov, moraš vedeti v dani točki, kje so meje tvojega dela. Moraš vedeti. Ker mi bi lahko zdaj zalaufali neko ogromno kampanjo, ne? Pa rekli, ok, člante se, pa bi še vedno imeli 5 zaposlenih. In kaj bi bilo pol? Jaz se spomnim ene neumnosti, ki sem jo naredil nazaj 2 leti. Da smo javno objavo, dajte nam poslati plačne liste, da preverimo. In kaj se je zgodilo? Vsulo se je. Torej, vsulo se ljudi, ki so hoteli preveriti plačne liste. Nas je bilo pa takrat 4. Pa nismo bili strokovnjaki za plačne liste. Mi smo računovodkinja, še vedno imamo, ampak ja, smo gledali. Mi smo bili povoženi s plačnimi listami. Vmes pa člani čakajo, vmes pa novi klici, vmes pa nove težave. In to je bilo meni res, rekel, za ena izkušnja, ne blekni tega, kar ne moreš narediti. Ne deli tistega, kar pač ne zmoreš. Ne gre. Deli tisto, kar delaš dober, ne pa obljubljati nekaj, kar ne zmoreš. Ker to je v bistvu pol slab glas. In to je tisto, kar se bi zapomnilo. Tako da ja, v tem trenutku bi rekel, da potencijala 200 max novega članstva ob obstoječi strukturi kadrovski. Kar se tiče naših želj, definitivno bi rabili nov kader, to pa seveda bo spet tisto dodatno vprašanje, kje ga najti. Jaz za to čisto iskreno povem. Kdo bo to delo, kar mi delamo? Mislim, ker ni sam vprašanje tega, da se vsi strinjamo z tem, da je kršenje pravic delavskih nekaj, kar se ne sme dogajati, ampak ko pride nekdo, star 55 let, invalid, z odločbo od SPIZ-a, z omejitvami, ki so takšne in takšne, ko pride pa reče, ali se jaz naj na to pritožim ali ne, bomo žati odgovor. Tukaj ni pač debate in to je tisto, kar v bistvu moraš vedeti na podlagi izkušenj. Zdaj se mi zdi, če smem nadaljevati, zdi ima še kdo vprašanje. Delaš z tujimi delavci, ne? Ja. Pomeni, da je že jezikovna ovira. Ja. Ampak, a kaj rešujete tako prečno, v smislu zaznate nek trend, informirate prek kakšnega novičnika, valjda verjetno tudi poskušate vplivati na oblikovanje zakonodaje? Jaz bi rekel, da v bistvu mi delamo tako, da ko ugotovimo, da je nek problem ponavljajoč, da je neka težava ponavljajoča, potem mi imamo neko, nažalost, neko bazo problemov ljudi, ki imajo iste težave, ki jih lahko uporabimo pri pritiskanju na zakonodajalca. Zdaj, ironija tega je, da je včasih to celo kontraučinek. Zaradi tega, ker mi v bistvu, tako bom rekel, iz mojih sindikalnih izkušenj se pogajanja takšna, da nimaš nikoli živega primera. Ti imaš vedno abstraktna pogajanja, nažalost. Pogajalci na nivoju velikih zakonov, delovne zakonodaje, tudi SPIZ-a, sem prepričan, se ne pogajajo o živih primerih pri členih, ker jih ne vidijo. In to je meni največja zamera sindikatom, največja. Zaradi tega, ker ne vejo, kaj pomeni 42. člen SPIZ-a. Ne vejo, kaj pomeni 63. člen. Ja, mi vemo. Ampak ironija je ta, da ko ti predstaviš živ primer odločevalcem, oni rečejo, ja pa to je sam par primerov. To je sam teh par 1%, drugače sistem deluje, a ne?
In potem v bistvu izpadeš kot nek eksot, kot neka, ne vem, tam banana republika, okolje pa vse super, truper, vse ok. In to je tista ironija, ko nas včasih malo frustrira, pa čakaj malo konkretne primere vam dajemo, kaj se dogaja. Ni en, več jih je. In kar zvodenijo na poti do odločevalcev. In še enkrat, tisto, kar sem jaz doživel, ko smo bili na nivoju pogajanj, jaz sem bil recimo vključen v pogajanje za delovno zakonodajo 2010 do 2012. Jaz sem bil mulj pogajalski, jaz nisem vedel, kaj so pogajanja. In sem bil kar nekrat po 2 letih dela na sindikatih vključen v krovna pogajanja za delovno zakonodajo. In kako se to izgleda ta pogajanja? Zber to statistiko, zbereno statistiko. Namesto pogledaj, kaj to pomeni za tega delavca. A imaš kakšen primer glede tega primera? In še vedno se upam trditi, da je isto. Torej, ni pogajanje nažalost posledica oziroma kontekst žive materije. Ni. In tudi te strukture so tako naštimane, da pač nimajo stika z živo materijo. In tukaj pride v bistvu v prednost delo zagovornika, ki se lahko totalno hitro obrne ravno pri reševanju dnevnih problemov do struktur, ki jih ta višja struktura ne vidi. Kaj hočem povedati, recimo pri pokojninski zakonodaji, socialni zakonodaji, zdravstveni zakonodaji. Mi ne čakamo na to pri reševanju problema, da gremo do ministrstva. Mi točno vemo, kam moramo iti. Do katerega svetovalca, to že je korupcija, ampak do katere institucije. In kaj vprašati, in katere papirje dobiti. Torej, kam iti, recimo, ne vem, na spis, v pritličje, tam imaš to in to sobo za to, to in to sobo za to. To je tisto, kar v bistvu se mora dobiti te informacije. Če hočeš pa delati na nivoju sistema, boš pa pač počakal iz 3. štuka odgovor, prvo boš napisal dopis, poslal dopis na glavno pisarno ali pa na info, počakal na odgovor njihovega PR-a in potem se čudil njihovemu odgovoru. Ni časa za to. Pa so ni časa. Se lahko še do drugih vprašanja postavljati. Ne sem ti. Nočem za vas prestrašiti, da zdaj vlebečemo temu, kak je to velika odgovornost. Mislim, zna biti naše delo zelo lepo. Mislim, ker, če ne druga, evo ga, smo postali zelo veliki ljubitelji čokolade. Mi vsak dan dobivamo na tone te čokolade. Ker prihajajo ljudje z, ne vem zakaj, ampak Bosna, Srbija, Milka, potem Kosovo, Red Bull. A kava še ostaja v trendu daril? Kava. Ja, kava je bila včasih klasika. To pride zraven. Zdravniku neseš čokolado pa kavo. No, ampak zdaj prihaja počas, kaj se zelo veselim, sezona ajvarja. To prihaja, drugače pa konstanta je pa domača rakija. No, to pa ja. Tako da včasih, če kdo pride v pisarno, vidi, kot da smo neki stari alkoholiki v bistvu z vsemi temi flašami rakije tam, ko pač konec s tem počnem. Ampak ja, veliko je tega, da potem pridejo k nam v znak zahvalnosti, pa čakaj malo. Pride do nas človek, ki mu hočemo, ko v bistvu reče, a lahko samo pomagaš izpolniti vlogo za socialno pomoč. In potem mu pomagamo to vlogo izpolniti, ko je pač, ja, je bazična, če tako rečemo, in je tako vesel, da je trgovino, pa ne prenese vrečko Red Bulla. Človek je na sociali. Da mu reče, pa ne rabiš tega delati, ti so na socialne pomoči, človek božji, in ti za nas zapravljaš denar. In on, tudi ko ga mi ne deremo, naslednjič, ko bo prišel, bo isto naredil. Zaradi tega, ker to je ritual za njega. To je za njega v bistvu tisto, ko bi rekel, območje, ko ima on nadzor nad tem, da v bistvu bo nekako spoštovanje izkazoval. In pač tu z naše strani ritual, da ga napizdimo. Ne? Tako da to je nek dogovoren ritual, da v bistvu rečemo, ok, mi bomo naučeno jezni, ti boš pa naučeno to isto naredil. In so vsi zadovoljni. Ampak veliko je teh v bistvu res lepih komunikacij. Tudi v bistvu, ko se ljudje potem sprostijo, začnejo govoriti v svojih življenjih, vidiš, da ja, imajo hude težave življenjske, ampak se zaupajo. Vse ti zaupajo, nismo mi za neki psihologi, psihoterapeuti, bog ne daj, čeprav imamo kavč v spredi, ampak stvar je v tem, da ko vidiš, da v bistvu ti zaupajo, potem je tudi delo veliko lažje, tudi za nas. Tako da ni sam, veš, finančni resursi, pa denar, pa cost benefit, pa koliko imamo resursa za naprej. Ne, nisem to. Sej, definitivno ne bi sam predračunal, če se mi se splača delati. To je definitivno.
Ne, mi imamo v bistvu zdaj, malo se nam širi področje dela, ker na zadnje čase, pa ne po naši volji in želji, ampak ugotavljamo, da je vse več teh koordiniranih potovanj v Slovenijo preko različnih posrednikov, recimo Indija, Nepal in tako naprej, in tukaj gre za elemente trgovine z ljudmi. 5 let nazaj mi nismo s tem se nič ukvarjali. Zdaj imamo pa v bistvu tak pripad teh zadev, da v bistvu imamo zdaj še dodatno odvetnico, ki se še dodatno s temi zadevami ukvarja. Tudi mi zdaj v bistvu imamo pogodbo z eno odvetniško firmo, ki ima 3 odvetnike, specializirani za delovno zakonodajo, socialno zakonodajo. Hkrati v bistvu imajo ti še dodatnega odvetnika, ki nam priskoči na pomoč včasih, torej 4 odvetniki, plus še ena odvetnica, ki pa je multipraktik, tako bom rekel. Ko pa res, ko zagusti, jo pokličemo. Tako da v bistvu imamo dostop do 5 odvetnikov. In mislim, se pravim, če ne bi tega imeli, mi bi lahko dnevno svetovali, sam na sodišče pa ne mogli iti. Zato pa je tako, da vi rečete odvetnici, pa pol vi pravno pomagate posameznikom. Ali jih ona zastopa? Ona jih zastopa. Mi pripravimo dokumentacijo, kar pomeni, da v bistvu mi damo potem temu uporabniku pooblastilo, on pripravi pooblastilo, podpiše na pripravi in mi damo tudi te odvetnici potem tudi vlogo za brezplačno pravno pomoč, ki potem na podlagi tega, potem lahko tudi, če seveda je upravičen do tega cenzusa, nima stroškov na sodišču. Je pa res, da pač so dodatni stroški v smislu, recimo primer, delodajalec ponaredil podpis delavca, rabiš forenzika. To pomeni, forenzik stane 500 evrov, dobesedno 500 evrov. In kaj se zgodi v bistvu, če forenzik nekako ugotovi, da obstaja verjetnost, da je ta podpis strani delavca, to je strošek 500 evrov. Potem strošek glede takse za izvršbe je 55 evrov, še vedno 55 evrov. Potem strošek glede priprave dokumentacije oziroma takse za dovoljenje za prebivanje, še vedno 74 evrov, pa 69 evrov in tako naprej. Vedno nek strošek za te delavce, vedno, ampak to jim moraš reči naprej. To definitivno ne moraš reči. Ker potem dosti delavcev reče, kupim to stane. In mi rečemo, gledaj, tepe že zdaj stalo par tisoč evrov, da do nas nisi prišel, ker pač nisi dobil plače. Tako da, gledaj, pač tukaj le imaš varianto, če boš izpolnil te pogoje, imaš brezplačno pravno pomoč, potem pa naprej na sodišče. Jezik, tolmač, isto, 500 evrov na sodišču. Tako da vse to v bistvu jim moramo reči. Ne, naš ni zastojn. Koliko imate pa, rečemo, slovenskih državljanov v primerjavi, rečemo, s tujimi? Tretjina, tam nekaj tretjina, da jih je slovenskih državljanov. V bistvu dosti je tega tudi zadnje čase, da nas kontaktirajo, kar je zanimivo, ne, da neka fama je, da so vsi ti delavci iz tujine ranljivi, ubogi, tihi, niso. Pač znajo biti zelo glasni, ne, ko je treba. Ampak obratno, delavci iz Slovenije, ki imajo določeno socialno mrežo, pa zdaj spet provokativno, ne, so v lokalnem okolju, obvladajo jezik, so pa zelo sramežljivi za tem, da do nas pridejo. Po telefonu se dostikrat javijo, da pa do nas pridejo pa zelo redko. Še posebej to velja za višje izobražene. Kot da imajo nek v bistvu sram, pa se bi mogel jaz sam reči, da imam diplomo, ne? Se ne morem biti izkoriščen, če imam diplomo. Daleč od tega. Tako da, dostikrat je v bistvu potem tako, da je malo na glavo svet obrnjen. No? Te ranljive skupine, ne, kot se reče v tej metodologiji Evropske komisije, ne vem kaj, so zelo glasne, pa pridejo, ne zelo glasne, ampak zelo glasne, pridejo do nas in zelo jasno rečejo, kjer imajo dokumente, kjer nimajo dokumente. Znamo zelo enostavno komunikacijo z njimi, v dosti primerih. Bi si pa želel, v bistvu, da to velja tudi za, pač dostikrat bi se želel, da to velja tudi za domače delavce. No. Zakaj je temu tako? Jaz sem imel primer delavcev, ki so bili izkoriščeni bolgarski delavci v eni tovarni na Primorskem in v bistvu je bilo tako, da je bila ena linija za bolgarske delavce, ena linija za slovenske delavce. V Ganti, kjer je bila hitrejša, ne za bolgarske. In mi smo to v javnosti izpostavili, da se je izkoriščalo bolgarske delavce v tej tovarni. Lastnik te tovarne je izjemno popularen domač podjetnik, lokalc. Prav tam živel, zrastel iz nič, iz garaže, vedno nekaj zrasti iz garaže, nekaj zgodbo v uspehu. No in vsi so ga spoštovali, vsi lokalci so ga spoštovali. In mi smo to dali v javnost. A veš, kakšna bila reakcija prva? Papir, na katerem je bilo podpis domačih delavcev, ki so podprli tega delodajalca. Torej, oni so v bistvu bili živi ščit, ti lokalci. Zaradi tega, ker je v bistvu
Kaj vam pa brez njega, ne? Lokalna skupnost je od njega odvisna. Kao. Seveda ni, ampak on se takrat na mest postavil. In to opažamo pri manjših okoljih, kakšne take namekalih vasi, ampak res manjša okolja, ker je znotraj tega okolja kakšna večja tovarna ali pa večji delovni prostor, nek podjetnik, samorastnik, ki potihem vsi vejo, kaj dela, ne? Ampak je naše gore listo, ne? Pač lokalci. In so tih. In ta zid je težko prebiti, zelo težko. Še eno vprašanje. Kaj imate pa mogoče kakšna informacija o zadovoljništvu recimo, za naše recimo, državljane, ki grejo pač v Nemčijo ali pa tako, kako to dogaja, take prakse, posebej s temi agencijami ali pa tako nekaj v bistvu. Ja, v prvi meri bi rekel, da sploh v bistvu bi se najbolj želel, da ne bi rabili imeti zagovorništva. V prvi meri bi se želel, da bi 3-4 osnovna vprašanja postavili temu delodajalcu. Kaj piše v pogodbi? To je prvo vprašanje, ne? V njegovem jeziku, ne v nemškem jeziku. Ne? Drugo vprašanje je, kakšna je moja tarifa po kolektivni pogodbi v Nemčiji. Ne kakšen je dogovorjen znesek plačila med nama dvema. Daj mi pove, kakšna je moja tarifa po kolektivni pogodbi v Nemčiji. Ne sam pove, pokaži mi. Tretje vprašanje, kje so moji dokumenti za napotitev. Ta 3 vprašanja. Ko boš ti ta 3 vprašanja postavil temu delodajalcu, se bo začel drugače obnašati. Če boš pa tih, se bo pa obnašal kakor ponovadi pač. In to je vse odvisno od tega, tudi delavec, ko začne vprašanja postavljati na način, ko je zelo neprijeten za delodajalca takšnega, se bo tudi odnos spremenil. Ko začne delavec spraševati, kaj pa piše v tem členu, kaj pa pomeni ta člen, bo ta delavec vedel, čakaj malo, ta se pa nekje začel spraševati, kam je pa šel ta delavec, da se to pozanimati, s kom komunicira. Tukaj se začne v bistvu zagovorništvo s temi vprašanji. Jaz imam mogoče malo random vprašanje, ampak koliko je pa kaj potrebe po posredovanju recimo pri delovnih inšpekcijah ali pa celo policiji v situacijah oziroma še interakcije s temi organi? Ogromno je. Inšpektorat, jaz sem povedal po pravici, sodelavka, ki v bistvu dnevno dela direktno komunicira z inšpektorati, je počasi obupola. Dala je prejšnji let čez 50 prijav, od tega so bile 2 strani inšpektorata odzivne, torej so se odzvali. Policija je malo druga zgodba, zaradi tega, ker v primeru teh temeljnih pravic, kršenja temeljnih pravic delavcev, torej težjih kršitev, seveda je pač postopek drugačen. Delavec gre skupaj z nami na policijsko postajo ali na tožilstvo in da prijavo na zapisnik in se začne v bistvu postopek. Policisti dajo naprej, začnejo predkazenski postopek, povezave z tožilstvom. No, skratka, tukaj potem vidimo, kako med sabo ta povezava nadzornih organov in organov pregona sodeluje. Mi smo imeli primer, nažalost, ko je bila podana informacija o skupini indijskih delavcev, ki živijo v zelo slabih pogojih na neki lokaciji v Ljubljani, pa ko v bistvu tudi smo sumili, da je bila zadeva tudi suma kršenja delavskih pravic. Veste, kaj se je zgodilo? Prišla policija in jih je popisala in so deportirali. Zaradi tega, ker oni so prišli tja in so rekli, dajte na kartico in so ugotovili, da nimajo dovoljenja. In za njih je bila zadeva končana. Tako da na meni se tega ne želijo. In na nivoju policije bom rekel, da so primeri, ko z njimi zelo dobro sodelujemo v smislu nadaljnega dela, soinformiranja, dodajanja dodatnih informacij, kar je izjemno pomembno. Kako daš ti na policijo informacije, morajo držati te informacije, materialno pravno morajo držati. Imaš pa primere, ko med sabo niso usklajeni. Ta primer, recimo, ta je najhujši, ampak ja, ko v bistvu sem imel sam, recimo, primer, ko je prišla policija v tovarno evidentirati, da ni kartice, globa in nazaj. In potem policija mene kontaktirajo in potem jaz kontaktiram to agencijo, ki je poslala te delavce iz Hrvaške v Slovenijo in se oni opravičijo ta agencija. Pač joj, nismo tega vedeli, seveda so vedeli. Pač, če hočeš delati v Sloveniji kot delavec, ki je napoten iz Hrvaške, moraš imeti dovoljenje za prebivanje kot napoten delavec, recimo svojo kartico. In tega ti delavci niso vedeli, ker jim agencija tega ni zrihtala, niti povedala. Oni so pa začeli že delati. Pride policija, nima te kartice nazaj. Tako da tisto zadevo smo relativno rešili, ampak jaz se bojim, da tukaj zna biti veliko haklcev glede tega, če boš na prvo žogo šel.
Če boš, recimo, ne vem, kot aktivist videl kršitev, kot aktivist videl, recimo, skupino 15 indijskih delavcev, koliko so stlačeni v eno sranje od neke bajte, kaj boš naredil? Ali boš šel do teh delavcev, se z njimi pomenil, če bodo tih, ali boš tudi tih, ali boš v imenu tega, da pač tako ni prav, kontaktiral policijo. Kaj boš naredil, če bo prišla policija, pa jih bo deportirala? To so v bistvu vprašanja, ki v bistvu jih moraš razčistiti. Ne? In ni to zdaj, seveda, stvar odgovornost na tebi, ne? Ker je odgovornost tudi na policiji, da razčisti cel kontekst. Ampak se pa nažalost zna to zgoditi. Se pa zna. Ne? Tako da ni pametno v takih situacijah pogledati samo za neko provokativno na prvo žogo. Torej, moraš upoštevati vse scenarije. Sodelavke moje se je nažalost zgodilo to, da je bila dogovorjena za čisto rutinsko javljanje enega našega člana na policijski postaji. In takrat ni mogla in v bistvu kaj se je zgodilo to, da ni mogla, pač zgodilo se to, da takrat ni bilo na tej policijski postaji. In je šel sam ta delavec se javiti na to policijsko postajo, ki je bil v postopku azila. Ta delavec je zginil. Zaradi tega, ker je ta policijska postaja kontaktirala v bistvu konkretno te policiste, ki so čez za ugotovili nezakonito biva in je bila deportacija. Tako da v primerih zagovorništva moraš vedeti, ne bom rekel vse scenarije, moraš predvidevati najhujše scenarije. Moraš to predvidevati. Ker če bo šel samo na udri varianto, jaz imam prav, nimaš prav. Kot zagovornik ne. Na takšen način ne boš daleč prišel. Zdaj, mogoče še eno vprašanje vezano na to, vse malo je bilo že omenjeno s to hrvaško agencijo. Koliko pa je dejansko stikov, pregovarjanj in vsega z dejanskimi temi posredniškimi agencijami, ki jih je zdaj vedno več? Ni jih. Zato, ker te posredniške agencije niso tukaj. So tam. In tam je Hrvaška, tam je Indija in v bistvu imajo zelo dobro poskrbljeno za to, da tudi se jih ne kontaktira. Zaradi tega, ker bi rekel, da zbrati v Indiji 5000 evrov pomeni to, da ti zbereš te 5000 evrov na legalen pa na pollegalen način. Ne? In to pomeni, da ta agencija je mogoče res legalna v Indiji, ampak teh 5000 evrov zbranih je pa zbranih prek posrednikov, ki ti dajo cash z 20% obrestno mero. In ni v bistvu namen, oziroma ni želja tega delavca, da ti brskaš po temu, ker bo potem ta posrednik, če boš ti začel malo preveč brskati po tej situaciji iz te, ko rekel, posredniške verige, bo potem ta posrednik iz te banke potrkal na vrate te družine, tega Indijca. In tukaj potem je ta krožni promet. Veliko je tukaj, jaz bom rekel, kriminalnih združb, no, veliko je tega. In tukaj se mi sploh ne zavedamo, koliko je to močen element kriminala, mednaroden. Mi smo tukaj majhne ribe, zelo majhne. Denarji so pa ogromni. Če imaš ti računi 100 delavcev kot ena agencija in od vsakega pobereš 5000 evrov, čistega, keša, za 100 delavcev, koliko je to denarja, kakšni so to interesi v zadnji. In tukaj so tudi ti naši mali delodajalci, male ribe v primerjavi s temi. In mislim, da so tukaj mi, ne samo mi, tudi organi pregona ne zavedajo, s kom imajo opravka, res ne. Ker tukaj je neke vrste zakon molka, ker ne bojo povedali ti delavci. Preprosto ne bojo, zaradi tega, ker se bojijo za svoje družine. Utemeljeno se bojijo za svoje družine. Ne bom rekel, da so vsi kriminalci, ki hočejo ubiti nekoga, ampak je pa zelo močna grožnja potem, da pač bo kakšna konsekvenca, v primeru, če boš malo preveč tukaj le piskal. Ja. Na začetku tega mandata je bilo veliko enih besed, kako se bo delovna inšpekcija okrepila in izboljšala in tako naprej. Kako vi z vaše perspektive vidite, kaj se sploh, a ste sploh kaj storili na temu področju, ali pa v bistvu vse isto? Če sem govoril, da so bili sindikalisti v 90-ih zelo tako direktni in terenski. Jaz bi rekel, da pri inšpekciji je bila ista zgodba, oziroma je, da bi rekel, da je veliko bilo izkušenj pridobljenih na terenskem delu v 90-ih, 2000-ih, ki pa zdaj v bistvu se ne prevaja naprej. To pomeni, da imaš ti generacije inšpektorjev, ki grejo počasi proti penziji,
Mislim, da poprečna starost inšpektorjev je po moje blizu 50, oziroma pač nekje okoli 50, ni pa več mlajših inšpektorjev za delo, ker bi rekel, da imajo druge interese, recimo pravniki, kot da grejo na inšpektorat za delo. In to je zdaj prva zadeva, pač, kar se tiče resurjev. To ni opravičilo za to, da moraš čakati na odgovor inšpekcije 1 leto, ker evo, če gledamo v smislu resurjev, nas je 5. Delovnih inšpektorjev pa mislim, da okoli 45 do 50, torej delovnih inšpektorjev, ker pa se še pa za varnost zdrave pri delu. Tako da so resurji, ampak mislim, da je tukaj temeljna težava v načinu dela. Način dela ne sme biti, da ti v lokalnem okolju poznaš te delodajalce in pač mogoče so kakšni taki mal tečni, pa potem narediš z njimi malce obhoda, pa zapisnik, pa kako odločbico udariš ureditveno z opozorilom, pa si svoje delo opravil. Ni delo inšpekcija, da zbirajo primere zaradi evidenc dela. Jaz mislim, da ogromno inšpektorjev je navajeno na inercijo, na rutino in preprosto ne, da si ne upa udariti štempla na kakšno globo, ampak ni več navajeno na to. Preprosto ni navajeno udariti glob. Kaj je šele zapirati firm? Ker imajo to možnost na podlagi zakona, da začasno zaprejo firmo, imajo možnost seveda pač, da dajo tudi kakšne prepovedne odločbe, ampak tega v veliki večini ne delajo. Jaz se spomnim primer Luka Koper, ko je bilo rečeno strani inšpektorata za delo, da če bomo mi nadaljevali s pritiskom glede teh zunanjih izvajalcev pristaniških storitev oziroma IPS-ov, da dobesedno nam je to bilo rečeno strani inšpektorata, a se vi zavedate, kaj se bo zgodilo z Luko Koper? Pač, da ne bo imela delavcev. Pa smo rekli, pač jih ne bo imela, kaj? Ne bojo ti delavci izpuhteli v luft, še vedno so tam, samo pač pravno, formalno bojo zaposleni, ne bojo zginali. In ja, to je bil njihov odgovor. Ni bil sam primer Luke Koper, verjemem, da ni bil sam primer Luke Koper. Večje trgovinsko podjetje, pa nazaj za nalaštih, je imelo isto situacijo z nezakonito agencijo. Ko bi lahko udarila inšpekcija prepovedno odločbo, to pomeni, da bi morali začasno zapreti vse poslovalnice v Sloveniji. In si zaradi velikosti podjetja niso upali. To je ena tista realna situacija. Jaz mislim, da ni izgovor resurs, ampak je problem način dela, dnevni način dela. To je problem. In jaz še vedno čakam na to, da bo inšpektorat za delo začel v primerih kršenja temeljnih pravic delavcev verižno dajati kazenske ovadbe, da bojo tožilci zasipani. Pa tega ne delajo. Nažalost. Delamo mi in čakamo. Ali res lahko rečem, da je v bistvu to rezultat, da sam niso navajeni, da je teh štemplov, pa ni neke prakse iz teh starejših inšpektorov, ali sam, da nimajo več toliko moči v roki, kot so včasih pri inšpektorjih. Ne zato, da se bojijo dati, ker pač če dajo, vejo, da bo nekdo nad njimi z več resursi. To je v bistvu strah. Mi tudi lahko rečemo, naše delo v bistvu bilo zakrčeno v strahu pred povratno akcijo delodajalcev prek odvetniških firm. Ker je tudi strah strani inšpektorjev, da dobijo na mizo, ko udarijo globo, grožnja pred tožbo strani odvetniške firme TNT. Je strah, definitivno. Torej, vedno je nek resurs, ki je nad tabo. Ampak to ne pomeni, da v bistvu ti ne smeš uporabljati pooblastil, ki jih imaš kot javni uslužbenec, kot javna funkcija, ki jo zagotavljaš. Ti imaš kot inšpektor za delo več zakonov, ki te ščitijo. V javnem svetu je pa šel sem za zaprtimi vrati. Ne, to meni ni idealni svet. Ne vem, ko je pri nas je tako, da me večkrat vprašajo, če se neč ne bojim, da se bo pa to zgodilo. Ne more biti odgovor, ja. Ne, v bistvu, Se strinjam s tem, definitivno. ne, jaz nočem to priznati, da to je idealni svet. Zaradi tega, ker v trenutku, ko inšpektor za delo preneha svoje pooblastila uporabljati, pa v bistvu se polje tudi našega dela skrči. Zaradi tega, ker če nekdo, ki ima javno pooblastila, si ne upa uporabljati svojih javnih pooblastil v skladu z zakonodajo, ki jo ima, kaj to pove v bistvu tudi o našem delu? Ker mi nimamo javnih pooblastil. Mi lahko lajemo, pa se na glavo postavimo, pa pišemo ovadbe, ampak ne moramo udariti globe. Ne, ta oseba je pa lahko. In jaz se tega bojim, da v bistvu te samocenzure od inšpektorjev, ko potem v bistvu sami
tudi nekako pri sebi, si rečejo, jaz nočem imeti težav z odvetniki, jaz imam še do penzije 5 let. To si rečejo. To besedno sem pripričan, da se nekateri to rečejo, jaz nočem imeti težav z odvetniki. Ali pa recimo si rečejo, tudi če udarim globo, bo potem pač ta delodajalec zahteval sodno varstvo in bo na sodišču to globo razveljavil v pomen. Kaj pa jaz delam? Ampak kaj to pomeni, da boš obupal? To pomeni kaj, da bomo mi zaradi tega, ker recimo se določene zadeve, ki se na sodiščih vlečejo 6-7 let, ne bomo več vlagali kazenskih ovadb. Ne, mi nimamo te pravice, imamo pa odgovornost. Kakor ima inšpektor. Če pa pač noče teh pooblastil uporabljati, bom pa rekel zelo jasno, pa naredi stran. Jaz mislim, da v zakonodaji imajo ta pooblastila. Imajo. Nekaj ima nobene supervizije, pa kontrole, pa mislim... Procesno imajo. Inšpektorje. Procesno imajo, vsebinsko pa ne, zaradi tega, ker so samostojni pri svojem odločanju, procesno pa imajo, v smislu inšpektorat za javni sektor, upravna inšpekcija to imajo. Izredni nadzori so, seveda so. Mi smo imeli tudi nadzore na recimo tožilstvom, ko smo dobivali od tožilstva takšne odločbe, da so zavrnili ovadbe zaradi tega, ker ni smotrno. Beseda smotrno. Kaj to pomeni smotrno? Smotrno pomeni, da v bistvu tožilec odloči, da ni pregon možen naprej, zaradi tega, ker je firma šla v stečaj. Ampak zakaj si pa tu časa čakal, da je šlo v stečaj? Torej, tožilec pogleda v IPES, ugotovi, da je firma šla v stečaj in zapre zadevo. Konc zgodbe, ni smotrno. Ampak v času, ko pa ni šla v stečaj, je pa ta odgovorna oseba tem delavcem ni izplačevala plače. Zakaj ne preganjaš te odgovorne osebe? In mi smo šli v nadzor, torej smo dali na Vrhovno državno tožilstvo zahtevo za nadzor in nam je uspelo v parih primerih, da so v bistvu zadevo ponovno zagnali tožilci. Seveda so najverjetneje bili vsi mislili, pa kaj se zdaj dogaja, ker so samostojni pri svojem delu, ampak ja, je možen tukaj z tega vidika izreden nadzor. Vse se da, ampak jaz mislim, da tukaj so zelo redki primeri. Ni več vprašanj, se zahvalim za Ja, hvala vam. Ok, dobro.